V tem videu bom povedala nekaj o ploščini trikotnika. Pa najprej povem, kaj je razlika zakaj je ta video različen od enega drugega, o katerem tudi govorimo o ploščini trikotnika. Se pravi, pri geometriji smo ponovadi imeli narisan trikotnik in nas je zanimala ploščina tega trikotnika. In pri geometriji mi povemo, da je stranica C recimo dolga 8 cm, pa potem, da je višina na C dolga 2 cm ali nekaj podobnega in iz teh podatkov potem izračunamo ploščino. Tukaj takih podatkov nimamo in sicer imamo drugačne podatke. In sicer trikotnik imamo umeščen v koordinatni sistem. Torej točke oziroma oglišča našega trikotnika imajo koordinate. Torej A ima recimo koordinato x1, y1, oglišče B ima x2, y2 in C ima koordinato x3, y3. In vprašanje je, kako sedaj izračunamo ploščino tega trikotnika. In matematiki so ugotovili, da je zelo enostavna formula. Poznati moramo torej koordinate oglišč in pa še ena stvar, rabimo vedeti, kakšna je orientacija tega trikotnika. Torej v primeru, da grejo takole točke v obratni, se pravi, ko gremo od A proti B-ju pa proti C-ju, če se premikamo v obratni smeri urnega kazalca, potem je orientacija, ki jo označimo za O, enaka +1. V primeru, da bi šli v obratno smer, torej v smeri urnega kazalca, naprimer, če bi imeli takole, da bi bil to A in potem tukaj zgoraj B, potem C, se pravi, tukaj se od točke A do B-ja proti C-ju premikamo v smeri urnega kazalca, takrat je orientacija enaka -1. In matematiki so iz tega dobili formula, ki se takole glasi, se pravi, ploščino izračunamo kot 1/polovica krat orientacija našega trikotnika krat ena zelo čudna stvar, se pravi, temu rečemo determinanta, in sicer pa takole x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1 in y3 minus y1. Tukaj notri bomo, ko bomo računali, se pravi, ustavili orientacijo našega trikotnika in pa koordinate naših oglišč. In potem bomo tole izračunali kot 1/polovica krat tale številka, ki bo plus ali pa -1, tole pa izračunamo kot en tak velik križ kraša račun, če lahko rečem, in sicer tole številko pomnožimo s tole, torej x2 minus x1 krat y3 minus y1 minus, zdaj pa to številko pomnožimo s tem, torej y2 minus y1 krat x3 minus x1. Ko boste to delali s številkami, bo veliko bolj enostavno.